Izmenjava izkušenj pomeni prihranek v denarju in času za iskanje primernih rešitev. Ni vedno pri zaščiti ključno denar, ampak je ključno predvsem to, da so ljudje prostovoljni, ki pa morajo biti seveda izobraženi, obveščeni in pa seveda, ki morajo tudi dobro med seboj sodelovati. Zato se mi zdi, da so takšne konference zelo koristne, kajti tu dobimo najprej seveda dobre prakse iz izkušenj. Občine imajo načrte reševanja za različna področja, a še vedno lahko pride do presenečenj, kot je bil žled. Tudi za iskanje pogrešanih občine nimajo načrtov. V tem primeru je občina Brežice pripravila predlog splošnega občinskega načrta, tako da v primeru, ko se zgodi neki primer, za katere občina nima pripravljenega načrta zaščite reševanja, da lahko aktiviramo tisti splošni načrt. Posavje ima objekte državnega oziroma posebnega pomena, kot so nuklearka, vojaško letališče in veriga elektrarn. Zaradi tega je potrebno pripraviti posebne načrte reševanja in zaščite, ravno tako je potrebno tudi upravljati pogosteje vaje v tem smislu, skratka v smislu reševanja v primeru jedrske nesreče. Poplave ob Dravi pred leti so primer, kakšno katastrofo lahko prinese veriga elektrarn ob neusklajenem načrtu zaščite. Več kot bo elektrarn, bolj kompleksen in usklajen mora biti ta načrt, zato terjamo najmanj regijski načrt. Bolj prav bi bilo, da bi bil to državni načrt, ne pa zgolj za vsako hidroelektrarno posebej, kar nekako sedaj upravljavci hidroelektrarn predlagajo. Sodelovanje občinskih štabov je v Posavju odlično, ga je pa treba okrepiti še z drugimi regijami, pravijo župani.